Danes sta bili 2 osebi lažje ranjeni, potem ko je dron Hezbolaha, izstreljen iz Libanona, udaril v bližini meje. To je le zadnji v nizu vse pogostejših napadov z uporabo tako imenovanih dronov z optičnimi vlakni, ki jih je veliko težje ustaviti, saj jih tradicionalni elektronski motilci ne morejo zmotiti. Izraelski uradniki zdaj pravijo, da vlada namenja približno $700 milijonov za spopadanje s to grožnjo, potem ko naj bi ti droni v zadnjih tednih ubili 3 vojake in enega civilista. IDF je že začela nameščati zaščitne žične mreže za vojake na terenu, vendar uradniki priznavajo, da še vedno ni popolne rešitve, kar vzbuja skrb, da Hezbolah morda pridobiva vse bolj nevarno taktično prednost v bojevanju z droni. Zdaj bi se rada obrnila na naše goste v studiu. Z nami sta še vedno naša varnostna analitičarka Jakov Lap in analitičarka za mednarodne zadeve Dan Perry. Jakov, najprej bi rada govorila prav z vami o teh dronih z optičnimi vlakni in o tem, zakaj jih je tako težko ustaviti v primerjavi z grožnjami dronov, ki smo jih v preteklosti videli proti Izraelu iz Libanona. Kot ste rekli v uvodu, jih ni mogoče motiti. To jih naredi veliko težje zaustavljive, ker ko govorimo o kvadkopterjih z majhnimi električnimi motorji, je zaznavanje vedno težko, ne glede na to, ali so povezani z optičnim kablom ali ne. Vendar ste jih v preteklosti lahko motili. Zdaj, ko so povezani na kabel, so imuni na takšno motenje. In tudi njihovi operaterji, lokacije njihovih operaterjev je praktično nemogoče izslediti z, recimo temu, sledenjem signalov. Kaj to pomeni? To pomeni, da je treba pospešiti iskanje rešitev. Zdaj rešitve obstajajo. Izraelska obrambna podjetja so razvila rešitve in zagonska podjetja so razvila rešitve. In mislim, da bomo te rešitve začeli videvati na bojišču v nekaj tednih oziroma najkasneje v nekaj mesecih. Med njimi so prestrezni droni. Droni, ki bi jih upravljala IDF, ki bi se lahko zaleteli v te drone ali streljali na nje. Med njimi so računalniško vodeni namerilniki, ki jih je mogoče namestiti v enoto. Lahko bi imeli enega ali 2 vojaka z računalniško vodenim namerilnikom in ko je cilj viden, da je nemogoče zgrešiti. Lahko bi imeli tudi laserje ali strojnice povezane s senzorji. Senzorji so prav tako zelo pomembni. Teh dronov radar ne zazna, v bistvu so premajhni. Zato lahko uporabite optične ali akustične senzorje. Tudi ti že obstajajo, vendar gre za to, da se ta proces pospeši, da se jih čim prej pripelje na bojišče in jih uvede v operativno uporabo. Gre za tekmo s časom. Rada bi se obrnila na te dan in govorila o tem, ali bomo morda videli, da se bo Izrael obrnil na Ukrajino po pomoč pri reševanju teh težav. Veš, seveda se to zaradi odnosov z Rusijo ni zgodilo, ampak ali bi se to zdaj lahko spremenilo? Mislim, da bi se lahko, ker čeprav, kot pravi Jakov, obstaja veliko protiukrepov, ki jih lahko sprejmeš, so nekateri vidiki tega zelo težko obvladljivi. Pričakujemo lahko, da bodo te droni postajali vse bolj izpopolnjeni, vse težje jih bo zaznati, vse težje se bo braniti pred njimi, hkrati pa bodo vse cenejši. To je del osnovnega asimetričnega vojskovanja, kjer lahko džihadistične skupine, nedržavni akteri in državni akteri, ki so sicer omejeni, ustvarijo izjemno ofenzivno sposobnost z zelo malo vložka. Mislim, da nova izraelska varnostna doktrina v bistvu govori o tem, da je treba sovražniku preprečiti dostop do sredstev. Ampak, ko je do teh sredstev mogoče priti zelo poceni, je to velik problem. Izraelova prednost je seveda v tem, da je ena vodilnih tehnoloških velesil na svetu in eno izmed visokotehnoloških laboratorijev celotnega planeta. Tako lahko domnevate, da bo Izrael prek zagonskih podjetij, prek vladnih naložb, prek svojih precej velikih podjetij za obrambno tehnologijo, ki obstajajo že desetletja, našel rešitve. Kljub temu je to zelo težka možnost, o kateri je treba razmisliti. To poleg raket različnih dosegov in poleg kopenske invazije, ki jo je Hamas tako žalostno uspešno izvedel 7. oktober. Zdaj imate možnost dronov, ki bodo postali miniaturni. Morda bodo nekoč kot muhe. Ena epizoda serije Black Mirror je bila takšna. In mislim, da smo od tega oddaljeni približno 5 let. Ukrajina je zaradi nuje v ospredju tega. In Ukrajina ima seveda enega od 3 glavnih judovskih voditeljev vlad na svetu. In mislim, da bi rad bil prijatelj Izraela. Ampak Izrael jih je držal na distanci zaradi morda nepremišljene zadržanosti, da ne bi preveč razjezil Rusije. In kaj je Izrael s tem dobil? Rusija. Rusija je zaveznica Irana. Tako lahko vidim, še posebej glede na to, da je Zelenski pravkar opravil turnejo po Bližnjem vzhodu in obiskal skoraj vse pomembne države razen Izraela, da bo poleg $700 milijonov
investicije, tudi to na mizi za rešitev. V redu, no bomo morali počakati, da vidimo.